Hvala lepa. Lep pozdrav še enkrat. Začenjamo z drugo okroglo mizo, glede izzivov delovanja javnih zavodov. Člani okrogle mize so bili že predstavljeni, tako da jih ne bom ponavljal. Grem kar na uvod. Kljub zavedanju državne uprave ali pa oblastnih institucij, kot jih poznamo v naši državi, se dejansko javni uslužbenci nahajajo tudi v javnih zavodih. In državljani, tako ali drugače, imamo z javnimi zavodi opravka, lahko bi rekel od rojstva, skoraj da do smrti. Torej, rodimo se navadno v javnih porodnišnicah, hodimo v javne vrtce, šole, osnovne, srednje, visoke šole, obiskujemo knjižnice, muzeje, nekateri delajo v raziskovalnih zavodih ali v umetniških zavodih, kakorkoli že. Kar se tiče javnih zavodov, bi lahko glede statistike rekli, torej podatki so od AJPES-a, da je bilo pred 10 leti 2834 zasebnih zavodov in 1465 javnih zavodov, torej 10 let kasneje, leta 2024, pa imamo 4051 zasebnih zavodov in 1410 javnih zavodov. Torej, 70% porast zasebnih zavodov in 4% padec v številu javnih zavodov. V javnih zavodih je približno zaposlenih cirka 130 tisoč oseb, kar predstavlja zopet približno 70% vseh zaposlenih v javnem sektorju. Eden od podatkov govori tudi o tem, da namenimo skoraj 3 milijarde evrov za delovanje celotnih javnih zavodov, kar pomeni seveda, da je tudi pomembno, kako so ti zavodi organizirani, upravljani in pravzaprav kakšne storitve imamo državljani na voljo od teh javnih zavodov. Iz teh številk lahko ven poteknem na hitro, da število javnih zavodov čez leta ostaja približno enako, beležimo velik porast zasebnih zavodov in pa na koncu vsaj prvi nek moj zaključek je, da ni tako pomembno število javnih zavodov, kakor pravzaprav je pomembnejše, kako so ti javni zavodi upravljeni. In če kar prehajam na vprašanja oziroma predam besedo vrhovni državni revizorki Nataši Mišelič, tako kot je prej kolega Toš rekel, da je treba pogledati nazaj in naprej, bomo tukaj zdaj pogledali nazaj, torej kaj Računsko sodišče opaža pri delovanju javnih zavodov, kje so kakršnekoli pomanjkljivosti, kaj ugotavljajo, skratka, beseda je vaša. Mogoče samo pravim napoved, prihajam z računskega, ne z računovodskega sodišča, je že prav, da vemo, kako se imenuje inštitucija. Naša inštitucija je v bistvu zunanji revizor, se pravi predstavlja zunanji neodvisni nadzor nad porabo javnih sredstev, se pravi tako v državni upravi, kot v vseh oblikah, bom rekla, ostale porabe javnih sredstev, kamor seveda sodijo tudi izvajalci negospodarskih javnih služb in v prvi vrsti so to javni zavodi. Imamo prav poseben oddelek, ki ga vodim, ki se ukvarja torej z nadzorom porabe v javnih zavodih oziroma izvajalcih negospodarskih javnih služb. Naše ugotovitve, bom rekla takole, verjamem, da ste temo, če niste že načeli, pa še boste, v zadnjem času izrazito kažejo problem, ki je nastal v javnem sektorju, to je pomanjkanje kadra oziroma pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra. To se kaže že čisto, bom rekla, na osnovni ravni, ko pridemo v revizijo, seveda mi zahtevamo kup papirjev, kup dokumentov, kup podatkov, kup pojasnil in čas, v katerem nam lahko javni zavodi, to sicer ni specifika samo javnih zavodov, to moram povedati, ne na splošno, pač velja, čas, v katerem nam lahko zagotavljajo vse to, se je bistveno podaljšal. Tudi čas izvajanja naših revizij se zato zdaj že čuti, da se tudi zaradi tega razloga podaljšuje, ker preprosto ni kadra. Ni kadra, ki bi lahko zagotavljal hkrati delovanje normalno poslovanje javnega zavoda in še nas servisiral. Drugo, kar opažamo na tem področju, je, da se podporne storitve vedno bolj, to pa je specifika javnih zavodov, prav javnih zavodov, podajajo v zunanje
izvajanje. Računovodstvo v manjših javnih zavodih, pa tudi že v srednje velikih, praktično ga ni več po javnem zavodu. Pravne storitve, javna naročila, to so neka ta področja iz osnovnega, da rečem, poslovodenja zavoda, ki so vedno bolj prepuščena zunanjim izvajalcem. Po eni strani lahko mi kot zunanji revizor opazimo, da je bistveno manjša povezanost teh izvajalcev z javnim zavodom, ne poznajo specifik, včasih niti osnovne dejavnosti, pa če že, pa zagotovo ne posebnosti javnega zavoda, za katerega upravljajo storitve. In te storitve zagotovo niso, bom rekla, upravljene enako dobro, kot so jih prej lahko ustrezne službe v zavodu, kjer pa se zdaj težko dobi zaposlene in je to eden od razlogov. Tudi stroškovna učinkovitost tega načina izvajanja podpornih dejavnosti je vprašljiva, zaradi tega smo se tudi na Računskem sodišču lotili prav tematske revizije na to temo, se pravi učinkovitost podajanja podpornih dejavnosti zunanjim izvajalcem. Predvsem pa tukaj jaz vidim tudi mogoče en strah, da se bodo počasi začeli oddajati ne samo podporne dejavnosti, ampak tudi posamezni deli glavne dejavnosti. Se pravi, javni zavod je že nek, če lahko tako rečem, zunanji izvajalec države ali pa lokalne skupnosti, ustanovljen za to, da nekaj izvaja, zdaj bo on še nekemu tretjemu izvajalcu začel oddajati izvajanje pravzaprav dejavnosti, za katero je ustanovljen. Ta strah se nam tukaj nekako poraja, to tveganje. Glede samih ugotovitev pa bi se mogoče ustavila pri plačah, zaradi tega, ker tukaj moram povedati, da ko je bil leta 2006 oziroma 2008 uveljavljen nov plačni sistem in ko smo prebrodili recimo v 2 letih vse tiste porodne krče, prevedbe in ostalega, varovanih plač in teh zadev. Pravzaprav na področju plač skoraj da nismo imeli dela, ker ni bilo nekih nepravilnosti. V zadnjih nekaj letih se čuti, da te nepravilnosti naraščajo in predvsem bistveno naraščajo v smeri želje najti nek način, kako bomo povečali plače. Povečali plače spet, predvsem in zlasti zaradi tega, ker je nezadovoljstvo veliko, tudi s plačami, mislim, da je to neki slučajno edini razlog, ampak seveda tudi plače so postale v javnem sektorju nizke, zato da lahko ali zadržimo dober kader, predvsem deficitarne poklice tudi, ali pa da sploh lahko pridobimo nove zaposlene v javnih zavodih, se poskušajo najti različni bolj ali manj zakoniti obvodi in sicer tako pri osnovnih plačah, kjer ugotavljamo recimo povečano uvrščanje oziroma sistemiziranje delovnih mest iz kolektivnih pogodb. Drugih dejavnosti, ki za javni zavod sploh ne veljajo, kljub temu, da seveda v ustrezni kolektivni pogodbi obstaja ustrezno delovno mesto, ki pa je mogoče nekoliko nižje ovrednoteno. Potem spet se porajajo zaposlitve oziroma premestitve na delovna mesta v višjih tarifnih skupinah, kljub temu, da zaposleni ne izpolnjuje pogojev za to. Vemo pač, ko je enkrat zaposlen in sicer narobe, ampak da moramo pa nič storiti. In tako tam ostane. Napredovanja pred izpolnitvijo pogojev oziroma za več, kot so izpolnjeni pogoji. Tudi premestitve, kjer se iščejo variante za dodati kakšen plačni razred. Sploh so premestitve postale pogostejše, ker se z nekimi reorganizacijami tudi išče možnost, da se, bom rekla, isto delo pripiše nekemu drugemu delovnemu mestu, ki je višje uvrščeno, to ni narobe, ampak je pa, bom rekla, tako opazen pojav. Pretirana uporaba instituta delovne uspešnosti za povečan obseg dela, to je že postal pač čist, bom rekla, v glavah ljudi normalen način za povečanje plače. Večkrat pridemo recimo v kakšen zavod, kjer je prav izrazito recimo se vsa tovrstna delovna uspešnost porabi v enem ali 2 organizacijskih enotah, ponavadi je tukaj IT, pa še kakšno odvisno od tega, pač za kateri javni zavod gre. Do seveda dodatkov, ki jih, bom rekla, hvala Bogu, ta plačni sistem nima več
tako veliko, raznovrstnih, pa vendar je dodatek za vodenje, brez da so izpolnjeni pogoji, pravzaprav redno ugotovitev skoraj da pri vsaki reviziji v javnih zavodih. Pa še nekaj se je pojavilo na tem področju, kar je prej že skoraj da izginilo, različna neizplačila, ampak recimo bonitete ali pa blagovne nagrade v obliki raznih kartic za novoletno darilo zaposlenim ali otrokom, različne pogostitve, zabave, do čist blagovnega nagrajevanja, ne vem, nahrbtniki, obutev, oblečila, pohodne palice in take stvari, ki se prikazujejo bodisi kot reprezentanca, včasih tudi v okviru promocije zdravja na delovnem mestu. Skratka, to iskanje nekega načina, kako zaposlenim ponuditi nekaj več, da bi pri nas ostali. Seveda ugotavljamo nepravilnosti tudi na drugih področjih, predvsem področje javnega naročanja, upravljanja s stvarnim premoženjem, vendar tukaj bi rekla, da tudi tukaj pridemo pravzaprav do istega problema. Ni kadra, torej predpisi so postali komplicirani, zlasti z prevajanjem evropskih predpisov, ki jih najrajši pač ne inkorporiramo v naše pravo, ampak pač prevedemo evropske direktive, evropske uredbe in so tisti prevodi zelo težki, bomo rekli, tudi za pravnika, ki se ne ukvarja ravno s tem, tudi prenormiranost, vemo, da imamo predpisov in jih še kar bruhamo zakonskih, podzakonskih, zakoni urejajo stvari podrobno, podzakonski akti še bolj podrobno. Preprosto javni zavodi, sploh manjši, pa tudi srednji javni zavodi, ne morejo zagotoviti kapacitet, s katerimi bi lahko zagotovili, da se vsi ti predpisi dejansko lahko spoštujejo. To je nekako naš vtis v revizijah. Hvala lepa. Mogoče še eno podvprašanje. Če se ne motim, leta 2021 ste naredili neko posebno revizijo glede učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov. Mogoče samo na kratko, kaj ste ugotovili in mogoče, če se je do današnjega dne kakoli zvezi s tem spremenili. Hvala. Res je, mi smo zaznali 3 sistemske probleme, pravzaprav, za katere smo menili, da bi jih bilo vredno nasloviti z revizijami, poleg upravljanja javnih zavodov, še razmejevanje javne službe in trga, ki smo ga tudi naslovili s posebno revizijo, in pa vprašanje lastnine stvarnega premoženja, povezano z premoženjem v upravljanju, ki pa se ga z revizijo potem na koncu nismo lotili. Zdaj, upravljanje javnih zavodov je funkcija, ki jo izvajajo sveti zavodov, kot bom rekla, nekako najvišji organi javnega zavoda. Preko te revizije smo pravzaprav ocenili, da lahko dobimo vtis tudi o tem, koliko se država v resnici sploh ukvarja s konceptom javnih zavodov. Vemo, da so javni zavodi bili uvedeni z zakonom o zavodih, ki je bil vedno mišljen kot začasen zakon, kot nekaj, kar bo prehodno uredilo to področje, potem bomo pa sprejeli predpis, s katerim bomo uredili izvajanje negospodarskih javnih služb, ampak še vedno imamo zakon o zavodih in še vedno, bom rekla, temeljne strateške upravljalske odločitve v teh zavodih sprejemajo sveti zavodov. Zato smo se spraševali pravzaprav, ali zagotovljeno, da v njih sedijo ustrezno usposobljeni člani. Tukaj smo ugotovili, da seveda vemo, zakon o zavodih je vse, kar predpisuje tripartitna sestava, s čimer zagotavlja pač udeležbo interesov zaposlenih, uporabnikov storitev in pa seveda ustanovitelja, ki je po naši oceni tisti, ki je tudi dolžan skrbeti za to, da javni zavod dejansko izvaja to svojo, bom rekla, funkcijo v javnem interesu, kajti ostali 2 skupini pa sta nekako bolj partikularne, ozke interese, medtem ko ustanovitelj, odmislimo zdaj politiko in nastavljanje članov, zato da se razrešujejo direktorji, jaz govorim tako bolj, rekla, na neki strokovni ravni.
Ravno ustanovitelj je tisti, ki bi mogel zagotoviti, da tukaj noter sedijo torej usposobljeni ljudje, ki seveda se spoznajo na pravo, na ekonomijo in finance in na neka dejavnost, ki jo izvaja javni zavod. Nič od tega v bistvu ni utemeljeno pričakovati od ostalih članov sveta zavoda. Vemo, da pač svet zavoda naj bi sprejemal najpomembnejše odločitve, potreboval najpomembnejše dokumente v javnem zavodu. No, ugotovili smo seveda, da tukaj ni nikakršnega resnega koncepta, kdo je lahko član sveta zavoda, kakšna so merila, kakšni so pogoji, da bi se poskrbelo recimo potem neka nadaljna usposabljanja, kadar je to potrebno. Ugotovili smo, da tudi sama sestava svetov zavodov je prepuščena večinoma razne redkih področij, kot sta znanost in šolstvo, aktom ustanovitvi, ki jih pač sprejemajo ministrstva v različnih obdobjih in v bistvu je celo nekako manj bilo odvisno, na katerem ministrstvu je bil sprejet akt ustanovitvi, glede sestave sveta zavoda, bolj je bilo nekako pomembno, v katerem obdobju. Ko prav videlo se je, da glede na to, kdaj je bil sprejet, taka je bila sestava sveta zavoda. Je pa res, da se je v zadnjem času ta sestava praktično povsod oziroma v veliki večini javnih zavodov prevesila v, bomo rekla, korist ustanovitelja, se pravi, da je z številom članov prevladal ustanovitelj, kar je po naši oceni ustrezno, ker je, kot sem rekla, ustanovitelj tisti, ki je dejansko ta, bom rekla, zagotavljanje torej javnih dobrin po najboljši ceni in v tem primerni nekem določenem nivoju kakovosti. To je njegov interes. Ostali dve strani imata mogoče drugačne interese, ampak na področju recimo šolstva je pa zakonom predpisana ravno, bom rekla, nasprotna ureditev, kjer prevladujejo pač zaposleni in skupaj recimo z uporabniki storitev, ki so starši, lahko pravzaprav vodijo šolo glede teh najpomembnejših vprašanj. Pa nam recimo na ministrstvu se je nič narobe, če imamo za to argumente, ampak na ministrstvu nam nobenega argumenta recimo za to niso znali povedati. Ugotovili smo, da pravzaprav tudi niso povsem jasno ločene nadzorne in upravljalske funkcije, čeprav sveti zavodov niso nadzorni organi, pa marsikdo tudi, bom rekla, ne zgolj v vsakdanjem pogovoru, ampak čist v kakšnih strokovnih debatah je prepričan, da sej delo javnega zavoda pa nadzoruje svet zavoda. Svet zavoda ni nadzorni organ, ampak skozi pristojnosti, ki so tudi večinoma opredeljene kar v aktih ustanovitve in ne v področnih zakonih, seveda na splošno jih ureja zakon o zavodih, je pa pripisano pač svetu zavoda marsikaj. Tukaj seveda izjemno področje kulture, kjer sveti zavodov so dejansko že zakonom mišljeni tudi kot nadzorni organi. Potem smo ugotavljali, da tudi nekega, bom rekla, saj urejenega, sistemsko urejenega sodelovanja med ustanoviteljem in člani, ki naj bi zastopali interese ustanovitelja v svetih zavodov, je ali pa ni. Odvisno od ministrstva, prepuščeno pravzaprav skrbnikom posameznega javnega zavoda, koliko so za to zavzeti, sistemsko ni urejeno. Sistemsko tudi niso urejeno vprašanje odgovornosti članov sveta zavoda, v končni fazi tudi njihove udeležbe oziroma neudeležbe na sejah, ker če jih ni pač najbrž ne bodo mogli zastopati interesov tistih, ki jih skratka. Če potegnem črto, pod to smo ugotovili, da država nima neke jasne vizije, čemu pravzaprav so namenjeni in čemu bi lahko služili sveti zavodov, kar pa ni tako zelo čudno, bi rekla, ker se mi zdi, da ta mačehovski odnos velja za javne zavode in za njihov koncept nasploh, tako kot sem rekla na začetku. V bistvu ves čas govorimo, zdaj smo malo sicer utihali, kako bomo prenovili, ampak po mojem gledanju zadnji resen poskus je že skoraj 15 let dalje, predlog zakona o izvajanju negospodarskih dejavnosti, od takrat naprej se pa potem iščejo mogoče parcialne rešitve za zdravstvo, kadar res zagusti, pa govorimo o nekih neprofitnih podjetjih, pa ne vem še čim. Skratka, odnos preko, bom rekla, upravljanja javnih zavodov kaže po mojem mnenju tudi sliko siceršnjega odnosa države do tega
področja in tukaj bi bilo treba se usesti in se odločiti, kaj želimo in kako želimo, da se negospodarske javne službe, ki so seveda pomembne, kot je bilo v uvodu rečeno, se vsak dan z njimi, vsi mi srečujemo, izvajajo. Hvala. Ja, dejstvo je, da tudi če smo apolitično naravnani, vsak dan se srečamo iz katero izmed storitev, ki jih upravlja katerikoli že javni zavod. Če mi dovolite, tukaj bi preskočil večkrat vrstni red, ker se tematika zelo povezuje s tistim, kar smo komunicirali s spoštovanim profesorjem Rajkom Pirnatom, torej takšen vidik, kjer je bilo ravno kar omenjeno, torej ta razmejevanje javne službe in trga oziroma pridobitne dejavnosti in odgovornosti v tem delu. Torej, kakšne so pravne in poslovne posledice za javne zavode, ki torej poleg neprofitne upravljajo tudi tržno dejavnost v smislu oziroma kontekstu pravil konkurence in pa preglednosti teh finančnih odnosov. Ja, najlepša hvala. Se lepo pozdravljam in bom mogoče dela polemičen in tudi govoril bom namreč tudi v kategorijah, pravnih kategorijah evropskega prava in jaz postavljam trditev, da je en lep del organizacij, ki jih imenujemo javnih zavodov v smislu evropskega prava podjetja. Poglejte, javni zavod pa v resnici potrebujemo res popolno prenovo koncepta javnega zavoda. Javni zavodi so bili oblikovani kot prehod. Zakon o zavodih je bil mišljen kot privatizacijski zakon oziroma kot tranzicijski zakon iz prejšnjih organizacij združenega dela na področju negospodarskih dejavnosti, posebnega nekaj se zadeva imenovala in je že davno preživel svojo uporabnost. Žal smo ujeti z njim in edini način je, da ga rešava. Da se za različne vrste organizacij začnejo uporabljati različni koncepti, ker koncept javnega zavoda nikakor ni uporaben za tako raznolike organizacije, kot je vrtec, na eni strani univerza, na drugi strani javni zavod Radiotelevizija Slovenija, na drugi strani pa Cankarjev dom. Pa še lekarne lahko recimo omenjamo. Vidite, kako zelo različne organizacije to so. In seveda, zdaj, nekak skupen imenovalec vseh organizacij, ki ne se imenujejo zavodi ali javni zavodi, ne bi bila nepridobitnost. Že tu koncept, kaj je nepridobitnost, je veliko vprašanje. Na vsak način je bistvo nepridobitnosti v tem, da se dohodek ne deli nekim udeležencem, oziroma dobiček, ne deli nekim udeležencem v organizaciji, pač pa se nameni nadaljnemu delu organizacije. Znači, organizacija pa mora ustvarjati dobiček, drugače dolgoročno ne pomeni. Sej je nemogoče, da bi delovala, če nima presežka ali da je to vsaj izravnano, pa že to je slabo, ker nima nobenega razvoja. Zato seveda je ta koncept, namreč tisto, kar želim pa poudariti, je nepridobitnost. Kakorkoli jo obrnemo, ne pomeni, da nepridobitna organizacija ne more biti podjetna. Tu je seveda bistvo. Evropsko pravo je razvilo zelo obsežno judikaturo o tem, kaj je gospodarska dejavnost, in to je isto kot država. Gospodarska dejavnost je vsaka dejavnost, ki se financira z plačili svojih storitev ali blaga na trgu, v položaju, ki je tak, da vsaj deloma nosi tveganje povpraševanja na tem trgu. Ampak veste, trg je marsikaj, trg je lahko tudi povsem monopoliziran, trg je popolnoma reguliran in pri tem je popolnoma nepomembno, kdo storitev na trgu plača. Ali storitev plača neka javna zavarovalnica ali storitev plača uporabnik. Zato je seveda sodišče Evropske unije ničkolikokrat že odločilo in samo malo primerov je drugačnih, da so zdravstvene storitve tržnice, gospodarske.
Še toliko bolj so gospodarske storitve ustvarjanja in razširjanja radijskih in televizijskih programov, medijske storitve. Gospodarske storitve nedvomno so tudi prodaja blaga, kot to delajo lekarne, pri čemer seveda za denar izdajajo tudi zdravila v okviru javne službe, da njihova dejavnost pravzaprav v vsakem primeru spada v okvir definicije gospodarske dejavnosti. Zdaj, jaz nimam časa, da bi tudi razvijal vse posledice tega, ampak tisto, kar želim poudariti, je, seveda so javni zavodi, ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti. Osnovne šole ne opravljajo nobene gospodarske dejavnosti. Ampak dejstvo, da se pri nas neka dejavnost imenuje javna služba, naj si bo negospodarska ali gospodarska, ne pomeni, da to ni gospodarska dejavnost v smislu prava Evropske unije, se to Ustavno sodišče že prav za zdravstvene storitve jasno povedalo. In to seveda pomeni, da se pravila konkurence uporabljajo tudi za njega, da se pravila javnih naročil morajo uporabljati za njega, da se pravila o prepovedi državnih pomoči, recimo že nekaj odločil sodišča preko tribunala, ko sodišče Evropske unije, je o državnih pomočeh bolnice. Tako da, tisto, kar želim povedati, je, opustiti moramo stare koncepte. Ker bolj, ko se v njih lovimo, in trenutno je ta ujetnost v stare koncepte najbolj očitna na področju zdravstva. Tam povzroča v bistvu katastrofe. Ujetost v upravljanje javnih zavodov, ki ima nobenih možnosti v resnici vodenja svojega poslovanja, pa bi ga moral imeti. In tu seveda neprofitno javno podjetje ni nikakršno smaženo. Ja, neprofitno javno podjetje samo pomeni, da se dobiček ne deli. V resnici pa ga morajo ustvarjati in ga ne ustvarjajo čim več. Pa niti ne trdi, ne more biti neprofitno. Tisto, kar je pomembno, in to je moje sporočilo, opustite treba enoten koncept zavoda in javnega zavoda in urejati posamezne vrste javnih zavodov, ki so tako zelo različni. Posebni zakoni to deloma že počno, ampak premalo. Na koncu smo recimo ujeti v enoten plačni sistem. Vsi. In to je po moje eden pomembnih težav. Ujeti smo v način upravljanja. Jaz se strinjam. Svet zavoda je mogoče smiselen za šolo, ja, ker je treba komunicirati s uporabniki, ali starši in pozneje tistega za dijake. Ne pa za takšne javne zavode, ki so izrazito tržni, kot so recimo lekarne. Tako da, to sem želel poudariti in operiramo z zelo napačnimi koncepti in vse, kar je moralo opustiti. Hvala lepa. Mogoče pod vprašanje, ko ugotovimo, če se tudi strinjamo s kriteriji, da je nek javni zavod dejansko podjetje, da upravlja tržno dejavnost, torej kaj pa sedaj? Torej, kakšni koraki bi morali slediti takšnemu početju na številnih področjih? Ja, koraki so, da bi bilo treba celoten način upravljanja takega javnega zavoda prilagoditi. Bolj prilagoditi gospodarskih družb, korporacij. Zlasti mora biti, lahko je sicer tudi enotirno upravljanje, da v večini javnih je bolj primerno rotirno, da je nadzorni svet lažje opravlja svojo funkcijo. Torej, to je en del, korporacijsko upravljanje. Drug del je seveda že omenjen plačni sistem v javnem sektorju. Tretji del pa je seveda uporaba konkurenčnih pravil pri poslovanju, pri vsem. Že zdaj mislim, da so vse pogodbe, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklepa z javnimi zavodi in ki presežejo 750.000 evrov, javno naročilo. To se ne oddaja. In to bo vse kot enkrat.
in podobno, prepoved državnih pomoči. Bolnice se tu je popolna nepreglednost medsebojnih transakcij. In tu imamo zakon, ki ga nihče ne ve za načinoma, zakon o preglednosti finančnih odnosov in o ločenem evidentiranju dejavnosti. Ne vem, koliko računsko sodišče nadzira, ampak tam je k sreči relativno visok prag, ampak jaz recimo mislim, da nekaj javnih zavodov pride prag 40 milijonov prihodka letno in padejo v pojem javnega podjetja. In podobno. Tu sem samo navedel nekaj stvari, bolj kot izziv. Zdaj nimamo ne časa, ne možnosti vse podrobnosti analizirati. Problem je, da imamo v glavi koncepte stare 30 let, ki ne delujejo več. Hvala. Mogoče eden od konceptov, ki pa je že star, pa je pravzaprav mogoče odvisen od upravljavcev ali pa ustanovitelja teh javnih zavodov, je prehodna določba zakona o zavodih, kjer je določeno, če zavod opravlja večino del na trgu, da se preoblikuje v ustrezno gospodarsko obliko, pa vendar, saj jaz takega primera ne poznam, kljub starosti zakona. Torej, kdo bi tukaj bil tisti, ki bi lahko naredil prvi korak? Že to je. Ja, odločevalci seveda. Sej, pogledajte, zavod se lahko preoblikuje, ampak kako ne javni zavod mimo odločitev lastnika to sam naredi. Ne more. Politika pa tega ne dela in ne bo vsaj veliko moje nobene pripravljenosti, da bo to naročila. Recimo, na področju zdravstva je jedro reforme malo boljše evidence čakalnih vrst, če sem prav razumel. Še nekaj podrobnosti. Hvala lepa. Zdaj, če kar nadaljujem po tematiki z docent dr. Tatjano Mlakar, omenjena je bila zdravstvena zavarovalnica in njene pogodbe in tudi v najini korespondenci sem nekako razumel, pa me popravite, če ni to, da omenjate posledice neenake sistemske regulacije med javnimi zavodi in pa med koncesionarji. Čeprav vemo, oboji naj bi opravljali enake, podobne naloge, pa vendar ugotavljate neke razlike. Ja, hvala, lepo pozdravljeni vsi. Zdaj, mogoče bi začela takole, ne. Mi imamo v Sloveniji model zdravstvenega varstva, ki se imenuje Bismarckov socialni solidarnostni model. Podobnega imajo recimo najbolj znano Avstrija, Nemčija. In jaz trdim, da imamo res najboljši model zdravstvenega varstva. Problem pa je, ko ga vgradimo v sistem, imamo tu en kup anomalij in to zaradi tega, ker sistemov ne upravljamo ustrezno. In to od sistema zdravstvenega varstva na nivoju države pa do vseh sistemov v javnih zdravstvenih zavodih in podobno. Zdaj, vprašanje, ja, v javnem zdravstvenem sistemu pač imamo izvajalce zdravstvenih storitev, med njimi so javni zdravstveni zavodi in so tudi koncesionarji. Žal, oboji ne delujejo pod enakimi pravnimi zasnovami, podlagami, koncesionarji po zakonu o gospodarskih družbah, javni zavodi po zakonu o javnih zavodih in z tega vidika se pač dogajajo težave, da ne rečem anomalije in z tega vidika tudi vse tiste, mogoče tisti prehodi, tudi kadrovskih kapacitet iz javnih zavodov v koncesijske ambulante, kjer je mogoče meriti delo in tudi nagrajevati delo po učinku, po kakovosti, medtem ko v javnem zdravstvenem zavodu to ni mogoče, ali pa jaz celo pravim, bi bilo mogoče, če bi bilo dovoljeno. In glede na to, da pač se tak sistem na nek način improvizacijsko popravlja že leta in leta,
smo se tega nekako navadili. A ne? In zdaj nek zdravnik, ki dela v javnem zdravstvenem zavodu, trdi, da pač njegovega dela ni mogoče meriti, se pravi, ni mogoče določiti, koliko je njegova redna delovna obveznost v rednem delovnem času, da bi lahko njegov delodajalec, direktor javnega zdravstvenega zavoda, imel neke kriterije, po katerih bi rekel, ja, zdaj pa lahko dobiš soglasje za delo izven javnega zdravstvenega zavoda pri koncesionarju, ampak ko to soglasje dobi in gre delati koncesionarju, tam je pa povsem normalno, da se da meriti, spremljati stroške in da se da nagrajevati po učinku in po kakovosti. Torej, to je največja anomalija in jaz še vedno trdim, da mi imamo izjemno dobro klinično prakso, kliniko v tem našem zdravstvenem sistemu, imamo pa neverjetne težave z upravljanjem in vodenjem in dejstvo je, da direktorji javnih zdravstvenih zavodov niti nimajo orodja, pravnega, zakonske podlage za neko učinkovito vodenje. Pa če se dotaknem nagrajevanja, za manj kot 3000 evrov neto, plač, kot jih imamo direktorji v javnih zavodih, je zdaj vprašanje, koliko je tudi tak direktor motiviran za nek spopad z nekim modelom vodenja, menedžiranja, kar pa je škoda. Zelo škoda, to pa zaradi tega, ker imamo v tem zdravstvenem sistemu še zelo veliko rezerv. In če primerjamo učinkovitost, storilnost dela in še kaj drugega pri koncesionarjih, ker se to meri in pa v javnih zavodih, imamo tu diskrepance. Tako da, jaz sem prepričana in Zavod za zdravstveno zavarovanje neprestano opozarja, da seveda, najprej je potrebno nek način popraviti plačni sistem. Ta star plačni sistem ni ustrezen, v javnih zdravstvenih zavodih imamo tako rekoč uravnilovko in dati možnost variabilnega nagrajevanja tistih, ki bodo bolj učinkoviti, bolj uspešni, bolj kakovostni. Seveda je treba postaviti tudi merila in to je prva stvar. Druga stvar pa je, da je treba tudi management potem zavezati in jim dati vzpodbude, da bodo nagrajeni, če bodo opravili redni naš pogodbeni program, da bodo nagrajeni, če ne bodo imeli čakalnih dob in podobno. In vse to je vsebina, ki je popolnoma jasna v neki stroki menedžiranja in upravljanja, ki je trenutno največji hendikep, manko v sistemu zdravstvenega varstva. Imamo dobre klinike, imamo pa težave v organizaciji in upravljanju javnih zdravstvenih zavodov. Se pravi, koncesionarji nekaj lahko in zmorejo, javni zdravstveni zavodi pa ne. Kljub temu pa se moramo zavedati, da po tem modelu zdravstvenega varstva, ki ga imamo, so javni zdravstveni zavodi še tako pomembni. Mislim, da ključne vsebine in ključne zahtevne primere še vedno obravnavajo in izvajajo izvajalci javnih zdravstvenih zavodov. Zaradi tega je, mislim, da tehten premislek vezano na to, ali bomo ohranili ta naš model ali ne, zelo pomemben. Nenazadnje, naš model primarnega nivoja zdravstvenega varstva, naše modele preventive kopirajo evropske države kot res dobre modele, vendar očitno jim uspe, da z upravljanjem in menedžiranjem ta model dejansko postavijo na nek bolj učinkovit model. Hvala. Omenili ste tudi variabilni plačni sistem, pa me zanima, kako se
ta sklada z vašim mnenjem, vsaj kar se tiče čakalnih vrst oziroma dob, da dodatna finančna sredstva in višji kadrovski normativi ne rešujejo težav v zdravstvenem sistemu? Zdaj, vse vlade zadnjih, ne vem, 15-20 let so z dodatnimi finančnimi viri v zdravstveni sistem želele reševati čakalne dobe, a ne? Pa ni šlo, a ne? Tudi ta vlada je to poskusila, če se spomnite, imeli smo skoraj 1 leto do lanskega poletja, plačilo vseh storitev neomejeno po realizaciji, vse, kar so naredili, vse so dobili plačano in dejansko učinka ni bilo. In to pa ravno zaradi tega, ker je treba sistem upravljati. Mi točno vemo, kje so čakalne vrste pereče in kje so tisti programi, ki so res tako življenjsko ogrožujoči, da je potrebno zagotoviti maksimalne kapacitete, da bomo te čakalne dobe skrajšali in čakalne sezname izničili. Ampak še prej je pa treba prečistiti čakalne sezname. Jaz z vso odgovornostjo trdim, da uradno objavljeni podatki o številu čakajočih in čakalnih dobah niso točni. To je dejstvo in z tega vidika jaz mislim, da moramo začeti tam, kjer pač težave detektiramo in pač najprej ugotoviti, koliko sploh imamo čakalne dobe, kakšne so številke čakajočih, potem pa usmeriti ukrepe. Variabilno nagrajevanje sem prepričana, da je potrebno. Variabilno nagrajevanje je dejansko praksa pri koncesionarjih. Oni si to lahko privoščijo za isto ceno plačila storitve, kot jo imajo javni zdravstveni zavodi in za variabilno nagrajevanje je pa najprej potrebno določiti obseg dela, ki ga mora nosilec ali pa tim narediti v rednem delovnem času, da vemo, od kdaj naprej moramo ali pa je možno uporabiti ta dodatek za to variabilno nagrajevanje. In še eno stvar bi želela omeniti, ker smo govorili prejle o presežkih prihodkov, odhodkov, pa ali je dobiček opcija pri javnih zavodih ali ne. Ena velika anomalija, na katero neprestano opozarjamo, je, da je potrebno v zdravstvenem sistemu pri izvajalcih začeti spremljati stroške po obravnavi, po pacientu in delati stroškovne analize. In to je tisto, s čimer lahko izvajalci pridejo na ZZZS, pa rečejo, tole so naši stroški, dajmo se pogajati o modelih plačevanja in o cenah. Brez spremljanja stroškov tega ni mogoče. Ni mogoče doseči realnih cen in stroške zelo dobro znajo spremljati koncesionarji. Javni zdravstveni zavodi, kakor da se to ne da. Pa da ne bom zdaj preveč kritična, mi se trenutno pripravljamo na prenovo plačevanja primerov v bolnišnični obravnavi in zdaj pač testiramo z 11 bolnišnicami spremljanje teh stroškov. Stvari se premikajo, ampak prepočasi in. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na lokalno raven, pa vendar karkoli je bilo do sedaj povedanega, lahko seveda uporabite tudi na vaši ravni, torej nadaljujem z gospo Jano Gržinič. Kako je torej javni zavod Turizem Pivka ali pa nasplošno, torej kakšne izzive zaznavate na lokalni ravni, na občinski ravni v zvezi z upravljanjem zavodov? Lepo pozdravljeni vsi. Najprej hvala za povabilo na to eminentno družbo. Ne povem, da sem pred 3 leti še zapustila gospodarstvo in da se preselila v javni sektor, seveda sprejela nižji osebni dohodek. Delala sem v izvozu in moram reči, da me je to delo, ta neprestan boj za dobiček precej črpal in da se mi zdelo, da ne dobivam nekega povračila ali pa vsaj zadoščenja pri tem načinu dela. In zato sem se odločila,
da bom poskušala v javni upravi, kjer se mi zdi, da že po imenu gre za delo za ljudi in z ljudmi. Mislim, da sem mogoče to besedo in vse skupaj malo idealizirala iz pogleda z druge strani. Je pa res, da je delovanje drugačno in da sem tega prehoda kljub vsemu vesela. Moram reči, da so me na občini, torej ustanoviteljici zavoda, predhodno, verjetno tudi zaradi karakternih lastnosti, opozarjali na spremembo v komunikaciji, torej da moramo umirjati, poslušati bolj, kot je bilo tam. In tudi te šole sem vesela, ker kjerkoli že mi bo korist tudi naprej. V Pivki imamo dva zavoda, moram povedati, prvi je zavod Park vojaške zgodovine, ki je s svojimi vsebinami zelo bogat in je bilo prav zaradi tega potrebno ustanoviti nov zavod. Torej imamo še en zavod Turizem, ki ima pa zelo splošne naloge, ker smo prostorsko nameščeni v kulturnem domu. Moram reči, da poleg dveh razstavišč, torej centra Vina, centra velikih zalet in ekomuzeja, muzej kot vstopna točka v krajinski park bivšega prezivajoča jezera, sodelujemo pri večini kulturnih dogodkov, upravljamo s kinoprogramom, z galerijo, seveda se poskušamo sodelovati z vsemi, ki so na lokalni ravni vpeti v to, pa tudi v ohranjanje kulturne in naravne dediščine. Moram reči, da se v zadnjem času tudi zaradi postavitve doma za ostarele precej ukvarjamo tudi z medgeneracijskim sodelovanjem, tako da imamo neomejene možnosti. Moram reči, da to, kar pravzaprav na področju turizma počenjamo, je v Pivki predvsem spreminjanje samozavedanja oziroma zavedanja, zakaj bi to sploh nam prišel, zakaj pri nas je to, kaj lahko ponujemo. In ta naloga je zahtevna. Če je to delo z ljudmi, kot pravim, v mojih otroških časih so rekli, da je delo v javni upravi sicer manj plačno, ampak redno oziroma stalno. Ta del dela z ljudmi, mislim, da se v zadnjem času spreminja, po mojem pa ta COVID del dodal še svoje. Tako da je ljudi zelo težko zadovoljiti. To smo slišali tudi že v prejšnji okrogli mizi na nivoju občin. Tudi govorim predvsem o obiskovalcih, pa tudi o lokalni skupnosti. Tako da te zahteve so dejansko vedno večje in jim je težko. Vse to dela, kar sem povedala, smo trenutno na zavodu zaposlene 4, kar pomeni precej veliko podhranjenost. Zdaj ta finančni del, ja, seveda ni boja za dobiček, kljub vsemu tržna dejavnost ostaja. V drugi strani je beseda proračun, tista, ki je ključna. Torej najprej priprava proračuna v tem času, zagovarjanje, predstavljanje in potem ta proračun tudi živeti. Se pravi, vse aktivnosti dati v ta razpon, ki nam je na razpolago. Ker si želimo več, poskušamo tudi s projekti, o katerih smo poslušali prej. Projekti so delno postali industrija. Nam se ponujajo službe, ki prijavljajo. Se pravi, ki v zvezi z našim zavodom najdejo vsebine, ki bodo pile vodo, na podlagi katerih bomo dobili potem sredstva. Kar je zgrešeno. Se pravi, ne izhajajo več iz tega, kar rabimo, ampak iz tega, kar se financira. Lokalna razvojna agencija nam tukaj dostikrat ni v pomoč, ampak večkrat konkurent, ker se prijavljajo tudi sami. Problemi so tudi mehke vsebine, potrebovali bi kakšna financiranja, seveda tudi drugega. Tako da nastajajo partnerstva, ki so narejena samo ad hoc, samo v tistem trenutku, tudi stavbe, tudi druge zadeve, ki potem po zaključku projekta dodajo. Tako da tukaj je dosti težav in dosti nalog pred nami. Hvala lepa. Mogoče, če nadaljujemo spet z lokalno ravnjo, pa mogoče tudi mehke vsebine. Vem, da je gospa Novinec poznavalka tega področja, saj znanje komunikacije, tako sklepam. Torej, mogoče, če bi opisali neke ključne izzive, ki se dotikajo nekega posebnega področja, torej vzgojno-izobraževalnih segmentov na lokalni ravni. Ja, lepo pozdravljeni. Izobraževanje je eno področje dejavnosti, ki je izredno široko. Jaz osebno pokrivam področje predšolskega vzgoje in izobraževanja. V bistvu je samo osnovnošolski del obvezen, kar pomeni, da v tem delu osnovnih šol so vse regulative pomočne najbolj upravičene. Medtem ko je predšolsko področje podvrženo ustanovitelju lokalne skupnosti in posledično
če se navežem na soodgovornike predhodne, lokalne skupnosti že dalj časa prosijo, da bi imele večji vpliv tudi v, recimo temu, upravljanju javnih zavodov, kar pomeni, da bi delež članov v svetu zavoda bil večji. Trenutno je sestava takšna, da prevladujejo zaposleni, kjer imamo petčlansko reprezentativno vlogo zaposlenih, trije, se pravi predstavniki ustanovitelja in trije predstavniki staršev. Otroci so pač v predšolskem obdobju še preveč sogovornik, da bi lahko dali povratni feedback. Osebno mnenje moje je, da pač imamo kronično pomanjkanje kadra, vendar ne kadra generalno, da govorimo o visoko usposobljenem strokovnem kadru, ker je vedno, bom rekla, področje izobraževanja podvrženo temu, da pri nenehnih spremembah v družbenem okolju zahteva to področje tudi nenehno izobraževanje vseh vključenih, ki delamo neposredno delo z otroki, zato da smo lahko kos izzivom, ki so okrog nas, in bi rekla, da tukaj imamo veliko prostora za izboljšave. Predvsem gre za neko družbeno odgovornost in osebno zavzetost, da se zavedamo tega, da to, kar znamo danes, ne bo dovolj za to, da bomo svoje delo lahko upravljali. To je apropos morda na izobraževalni sektor tudi naše fakultete. Moje mnenje je, da ljudje se pravi svojem rednem delu se srečujejo s toliko izzivi, ki so največkrat posledica neobvladovanja nekega določenega področja in posebnih stisk, ki jih imajo. In teh stisk po nekih raziskavah, ki jih gledamo, je izjemno veliko in naj bi 50% vseh, bom rekla, bolniških odsotnosti zaposlenih predstavljal pač stres kot tak na delovnem mestu. Jaz lahko povem samo en primer, da recimo zavod, ki ga vodim, ima 100 zaposlenih, imamo malo manj kot 500 otrok predšolskih vključenih v naš zavod. In se srečujemo s približno med 33 in 35% stalno bolnišnično odsotnost kadra, kar je v ljubljanski regiji, ko se pogovarjamo med 23 javnimi zavodi na področju javnih vrtcev, kar približno povprečje, ki drži. Poleg tega imamo še, bom rekla, in nekaj nege, res je, da imamo mi veliko težno žensko populacijo. In res je tudi, da zavod, ki ga jaz vodim, je po statistiki, bom rekla, dokaj mlad, kar pomeni, da je povprečno starost zaposlenih 38 let. In je, bom rekla, trenutno od 99 zaposlenih, če smo točno, imamo 14 porodnic in še približno dvakrat toliko ljudi, ki imajo majhne otroke. Tako da tukaj je en izziv, ampak dejansko vam pa moram reči, da področje kot tako, ko sem poslušala gospoda Pirnata, se z njim zelo strinjam, da ustvarjanje, vrtci smo na trgu, v smislu tega, da vam bom iskreno rekla, starši lahko izbirajo, ker vrtec bojo svoje otroke pisali, medtem ko šola je vezana na neko lokalno okolje. Nismo mogoče na trgu glede, bom rekla, financ in profita, ki ga ustvarjamo, smo pa glede na to, koliko imamo vključenih otrok in kako so vrtci pač veliki. Zdaj, zavezanost vseh, ki vodimo vrtce, je k temu, da pač predstavljamo odličnost dela za otroke. Kako to odličnost dela za otroke doseči, ko v družbi beležimo, da je funkcionalnost družin, ki imajo otroke vključene pri nas v vrtec, vedno nižja in pokrivamo tudi močno podporno okolje delovanju družin, enormno povečanje otrok, ki potrebujejo individualno obravnavo, ob, bom rekla, neki predvideni sistemizaciji delovnih mest, ki se potrjuje zaradi takšnega ali drugačnega, bomo rekli, regulativnega okvirja, oktobra pa novembra, mi pa začnemo z delom 1. septembra. In kakorkoli se obrneš, razumete si kot odgovorna oseba nekaj narobe naredil, kar pomeni, da bom iskreno povedala, jaz kot ravnatelj mnogokrat zato, da lahko zagotavljamo, od nas se pričakuje storitev, ki je, bom rekla, najboljša, kar lahko od sebe damo za otroka. In zato, da to izvajamo, ni odgovoren samo vsak posamezen vzgojitelj ali pa strokovni delavec za vrtce, ampak na končni meri tudi ravnatelj. Tukaj bi še izpostavila, da definitivno je tudi plača nekaj, kar na to vpliva. Mi smo pač v tej vertikali izobraževalni najnižje umeščeni, nimamo še poenotenega sistema, tako da vam lahko rečem, da je 25% ljudi pri nas v plačnem razredu, ki
je pod minimalno plačo, se pravi, da pričujemo razliko do minimalne plače in dodanih 23% zaposlenih strokovnih delavcev, govorimo o pomočnikih vzgojiteljev, ki so mladi in imajo izhodišče, se pravi 26. plačnega razreda, ki ima dobrih 14 evrov bruto na minimalno plačo, kar pomeni, to predstavlja, bomo govorili, polovico zaposlenih. Tako da, da bom zelo, jaz sem pozitiven človek in me vedno to drži in verjamem, da imamo velik privilegij, da delamo s to vrstno populacijo, imamo izjemno odgovornost in hkrati obstaja več metod, kako biti inspirativni vodja, biti navdihujoč, ker to pričakujemo tudi od naših zaposlenih in nazadnje. Hvala lepa. Verjamem, da bomo to tematiko tudi jutri naslovili na okrogli mizi glede profesionalnega uradništva. Pa vendar, nekaj časa je še do takrat, sedaj je čas za vas, torej predajam publiki možnost za postavljanje vprašanj, komentarjev. Rabim konček, da se sliši. Bil na Nikolic fakultete za upravo, pa tudi del te upravljalske strukture javnih zavodov sem trenutno in sicer zapisal sem se 2 strani zabeležb, nimamo to časa, da bi vse delil z vami, pa tudi z veliko večino tega, kar sem se zabeležil, oziroma kar ste vi rekli, se strinjam. Tako da za samo debate bolj zanimivo tisto, kar je mogoče, kjer se mogoče malce odaljujem od vas ali pa vas zdivam v določenih smerih. Tako da bi se mogli dotakniti se 3 stvari. Prvo splošno, že uvodoma smo strani dekana slišali nekako enormno rast zasebnih zavodov, na drugi strani javnih zavodov pa ne. Slišali smo čez vsa vaša izvajanja, da nekako naša zakonska urejenost, struktura ni optimalna. Kaj pomeni pripelje do enega vprašanja? Dejansko, ta rast hitra zasebnih zavodov v normativni ureditvi, v kateri sicer imamo napisano, da se presežki uporabljajo za to dejavnost, ki jo izvajajo, pri čemer pa vemo, da ti zasebni zavodi niso majhni zavodi, nekatere so milijonske entitete, ki si natančno tudi izključujejo dobičke, ki jih ustvarjajo. Tam pripelje do enega vprašanja, ali je takšen sistem naključje ali ni naključje. Nekomu večkrat očitno ustreza. Zdaj bi se močno dotaknil se ene bolj specifične zadeve in sicer lepo je bilo izpostavljeno, da nekaj nadaljuje s sistemom upravljanja. In potem smo se tudi slišali, da ste se spraševali, ali je takšen sistem sploh možno upravljati z temi pomanjkljivosti, ki ste jih izpostavili. In ena pomanjkljivost je bila zelo lepo naglašena, sicer razmerje med koncesionarji in javnimi zavodi, različna pravna ureditev. Pri čemer smo slišali, da pravna ureditev javnih zavodov je popolnoma neustrezna in da so te koncepti že preživeli. Mene pa zdaj zanima, ali smo se mi lotili trenutno te anomalije odpravljati na pravi strani. Ali odpravljamo anomalijo na strani javnih zavodov, ali pa to anomalijo rešujemo na strani koncesionarjev z omejevanjem dela in se oddaljujemo tudi od tega, kar profesor Pirnat pravi, da bi mogli iti v bolj korporativno smer javnih zavodov. Zdi se mi pogosto, da gremo ravno na drugi smeri v drugem segmentu. In pa mogoče samo še zadnje vprašanje za dr. Makrevo. Omenili ste, da greste v smeri spremljanja stroškov, kaj je tako problem. Ali je to prvi korak na poti še bolj ambicioznem cilju, da se merijo rezultati zdravljenja in se pripravljajo tudi neki novi alternativni modeli plačevanja, naprimer takšna paketna plačila in te podobnega, kaj upošteva tako rezultate zdravljenja, tudi stroškov. Hvala lepa. Hvala kolegu. Kdo čuti izziv? Zadnja na vrsti je bila dr. Nakar. Ja, hvala za vprašanje. Torej, ali se lotevamo na pravem koncu? Mene predvsem moti to, da se z ukrepi lotevamo reševati anomalije improvizacijsko, se pravi nesistemsko. Ne vem, mogoče aktualni primer. V času po covidu se je povečalo število zavarovanih oseb brez osebnega zdravnika in je bila ideja, da imamo ustvariti ambulante za neopredeljene.
Ambulante za neopredeljene niso skladne z našim zakonom in dejansko zakonsko možnostjo, ki omogoča vsakemu prosto izbiro osebnega zdravnika, zaradi tega, ker je bila v teh ambulantah predvidena opredelitev na ambulanto, ne na zdravnika. Za povrhu vsega je pač plačilo, urna postavka v teh ambulantah bila izjemno visoko postavljena in še vedno velja. Zdaj pač zakon predvideva, da se pač morajo te ambulante ukiniti konec leta in zdaj je problem. 25.000 opredeljenih na tej ambulanti z tako visoko urno postavko, ki so se zdravniki navadili, tako kot so se navadili dodatkov med COVID obdobjem, a ne, kaj zdaj narediti. In zdaj je ideja, da se gre v eno novo anomalijo, a ne? Se pravi, ki zopet ni sistemska. Dokler bo to šlo, a ne, da se ne bo sistem sesul. Ok, zdaj pa mogoče še spremljanje stroškov. Ja, mi želimo oziroma vztrajamo, ker je to, tudi jaz izhajam iz gospodarstva in vem, kako se meri produktivnost in kako se merijo stroški, a ne, v gospodarstvu. To je osnova, če želimo sploh izračunati neko ceno storitve, se pravi, da se pač merijo stroški. Ampak problem je, ker v tem zdravstvenem sistemu je neko mnenje, da pač v zdravstvu ni možno meriti storilnosti, produktivnosti, ni možno meriti stroškov in enostavno se k temu pristopa preveč pavšalno in ohlapno. Pa sem že prej rekla, pri koncesionarjih je vse to možno. Se pravi, da nekaj ni v redu. Tako da, ja, vztrajali bomo na tem, da se postavi neka regulativa, ki bo zavezala izvajalce za merjenje stroškov, kajti to je lahko osnova, da ZZZS ostane ali pa prehaja v boljšega aktivnega kupca, saj brez stroškov, brez stroškovnih analiz ne moremo delati dobrih, realnih cen in modelov plačevanja. In tu naj povem, da vsi novi modeli plačevanja so tisti, ki stremijo k tem, da gremo k celoviti obravnavi problema ali pa primera zavarovancev. Samo dejansko stvari se premikajo mogoče počasneje, kot bi mi želeli. To pa tudi zaradi tega, ker bo nujno potrebno v zdravstvenem sistemu čim prej postaviti neke registre, kakorkoli se bojo imenovali, kliničnih smernic. Vse zdaj imamo klinične smernice, klinične poti, vendar to so neke razpršene evidence, ki nimajo nekega skupnega imenovalca, ki bi zavezal tako izvajalce, kot tudi plačnika, ZZZS in regulatorja, da spremlja izide zdravljenja in na izide zdravljenja potem veže tudi plačilo. Tako da imamo še veliko. Še profesor Pirnat bi rad nekaj dodal? Jaz bom samo kratek in jaz se zelo strinjam z kolegom Nikoličem. Torej, lotili smo se regulacije koncesionarjev, jaz sem se lotili regulacije javnih zavodov. Jaz ne vem, kakšen sistem je tisti, ki bo prisilil v spremljanje stroškov. Javno podjetje je podjetje mora spremljati stroškov. In ena velika skrivnost potem je konceptualna omejenost še na politiko. Pa potem seveda javno dojemanje tega in mislim sicer, da ni naloga Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki se strinjam, en zavod, jaz ne podpiram sistema več zavarovalnic. Naj bo en nacionalni zavarovalnic in ta del ni tržen, to je en nacionalni sistem. Ampak vsi izvajalci, to pa je tržna dejavnost. In jaz se bojim, da naš javni zdravstveni sistem, in ga potrebujemo,
Jaz se strinjam, mi potrebujemo dobre klinike, ampak te so lahko javni zavodi ali pa javna podjetja. Ali pa kakorkoli jih imenujemo, javne korporacije, pa take ali drugačne javne bolnice. Važno je, da se zavedamo, da če javni zdravstveni sistem ne bo konkurenčen zasebnemu, ne bo obstal. Konkurenčen je seveda samo tem, da se navadi na konkurenco. Ja, kolegica Maminec. Jaz se zelo strinjam z vami. Področje izobraževanja ne bo v korelaciji našla s področjem zdravstva, ker verjamem, da vsi tukaj prisotni želimo imeti visoko kakovostno mrežo javnih izobraževalnih inštitucij in dokler smo v javnih izobraževalnih inštitucijah, ne, se zato, da ne bi se to poenotili, je to kar široka zadeva, tukaj pa so regulative vezane tudi na to, da razumete, z mačehovskim odnosom, ki ga ta trenutek imamo, in izobraževanje je drago javno, sploh če ga hočemo imeti kakovostno. Glede na to, da je toliko regulacij in jaz za vrtce lahko rečem, da spremljamo in kakovost in stroškovno učinkovitost, ker noben vrtec ne zaključi bilančno negativno, razen ko se vlada odloča, razumete, da moramo sredi leta, ker smo vezani na program, ceno programa se odloči, da se pleme in plače povečajo, oziroma zadnja zgodba, ki nas je pač močno oklestila, je bilo, da smo morali plačati stroške, se pravi regresa marca namesto junija, mi pa pač varčujemo iz našega delovanja do junija in nas je zadeva prehitela. Ampak na koncu se mora bilanca izid. Če ne bomo regulirali plač na področju izobraževanja, bomo na široko odprli tudi vrata javnemu šolstvu, zasebnemu šolstvu in ne bomo mogli konkurirati, ker bomo lahko v masi imeli toliko ljudi, ki bodo pripravljeni delati na drug vzgib družbene odgovornosti in dajati nazaj, brez da, razumete, bi to regulirali drugače. Hvala lepa. Spoštovana publika, naš čas se je iztekel, mogoče zgolj eno podvprašanje oziroma izziv. Ali je kdo iz ministrstva tukaj, ki je skrbnik kateregakoli javnega zavoda? Hvala Bogu, da bomo imeli konferenco na YouTubeu letos, tako da bojo kaj slišali lahko. Upam pa, da se nekoč nekdaj nekje v prihodnosti ne bomo pogovarjali že o 4 desetletjih od zakona o zavodih, ampak da bomo doživeli neko novo konceptualno spremembo. Vsem se najlepše zahvaljujem, vsem članom in pa seveda publiki. Vidimo se 20 do 3 na naslednji okrogli mizi, ki verjamem, da bo zanimiva. Odnosi z javnostmi. Hvala lepa.